Lepo pozdravljeni v novi poglobitvi. Danes se lotevava teka, njegovega vpliva na zdravje. Osnova je eno obsežno raziskovalno poročilo in naš cilj je pač izluščiti ključne stvari, koristi, tveganja, nasvete. Začniva kar z enim res udarnim podatkom. Že 5 do 10 minut teka na dan lahko zmanjša tveganje smrti zaradi bolezni srca in ožilja za, mislim, da do 45%. To je ogromno. Ja, res je ta podatek, kar takoj pritegne pozornost in res lepo pokaže moč teka. Kar se tiče srca in ožilja, ja, tek ga krepi, znižuje krvni tlak, pomaga uravnavati holesterol. Tisti slabi pa dobri, ne? LDL, HDL. Točno, znižuje slabega LDL, viša dobrega HDL. Ampak kar je zanimivo, pa to poudarjajo tudi raziskave, ni nujno teči zelo hitro ali dolgo. Zmerna vadba daje optimalne rezultate. Aha, torej ni treba vedno na polno, da bi bilo zdravo. To je kar olajšanje. Vsekakor. In seveda telesna teža. Tek porablja kalorije, to vemo. Ampak omenja se nek afterburn effect. Ja, to je pač pojav, ko telo porablja več kalorij še nekaj časa po koncu vadbe. Metabolizem se ne umiri takoj. Aha. In to dolgoročno seveda pomaga pri vzdrževanju teže. Pa še nekaj. Kosti in sklepi. Mnogi mislijo, da tek škodi. Ja, to se pogosto sliši, posebej za kolena. Res je, ampak raziskave kažejo drugače. Zmeren tek dejansko krepi kosti, povečuje njihovo gostoto in izboljšuje zdravje sklepov, ker spodbuja tvorbo sklepne sinovialne tekočine. Torej, mit o uničenih kolenih ni čisto resničen. Pri zmernem teku ne. Seveda pa je treba biti previden, če se teče preveč ali pa recimo samo po trdih podlagah, kot je asfalt ali tekalna steza. Dobro, to je pomembno vedeti. Kaj pa imunski sistem, pa dolgoživot? Tek izboljša pretok krvi, pa tudi poveča število nekaterih belih krvničk, ki so del imunskega sistema. Glede dolgoživosti pa, ja, podatki so kar zgovorni. Tekači imajo za 25 do 40% manjše tveganje prezgodnje smrti. Wow. In v povprečju živijo nekako 3 leta dlje. Pa še to je pomembno, zmanjšuje tveganje za kup kroničnih bolezni. Recimo? Sladkorna bolezen tipa 2. Tam naj bi bilo tveganje manjše za skoraj 30%. Pa debelost, visok krvni tlak. Celo povezave z rakom omenjajo viri. Rak debelega črevesa, dojke. Kako pa to? Mehanizmi so verjetno prepleteni. Nižji ITM, boljše hormonsko ravnovesje, manj vnetij v telesu, boljši imunski sistem, pa tudi boljši nadzor nad inzulinom. In res, vadba se preiskuje celo kot podpora pri zdravljenju raka. Lahko vpliva na samo biologijo tumorja. Fascinantno. Ampak vse to so telesne koristi. Tek pa vpliva tudi na psiho, kaj ne? Vsi smo slišali za tekaško evforijo, ampak to niso samo endorfini. Ne samo endorfini. V igri so tudi endokanabinoidi. In ti, zanimivo, lažje prehajajo krvno-možgansko pregrado, zato imajo morda še močnejši vpliv na razpoloženje. Zmanjšujejo stres, tesnobo. Primerljivo celo z zdravili. Pri blagih do zmernih oblikah anksioznosti in depresije, ja, učinki so lahko primerljivi. Poleg tega pa tek dokazano znižuje raven kortizola, stresnega hormona. Sliši se res dobro. Kaj pa možgani sami? Kognitivne funkcije, spomin? Tudi tu so dokazi močni. Tek spodbuja neurogenezo, to je nastajanje novih možganskih celic, še posebej v hipokampusu. To je center za spomin in učenje, če se ne motim. Točno. In že samo 10 minut zmernega teka lahko izboljša delovanje prefrontalnega korteksa, boljše razpoloženje, boljše načrtovanje, dolgoročno pa ščiti pred kognitivnim upadom. Pa spanje tudi tu pomaga. Ja, pomaga uravnovati naš cirkadiani ritem, notranjo uro. To vodi do lažjega uspavanja, pa tudi globljega spanca. Eden od razlogov je verjetno padec telesne temperature nekaj ur po vadbi. Ampak paziti je treba, da ne tečemo tik pred spanjem, takrat nas lahko preveč poživi. Logično. Ok, telo, Kaj pa socialni vidik? Veliko ljudi teče v skupinah. Seveda.
Tekaške skupine nudijo pripadnost, podporo, motivacijo. Ena raziskava je pokazala, da skoraj 90% tekačev poroča o večji sreči prav zaradi teh socialnih vezi. Poznamo tudi Kohlerjev učinek. Če tečemo z nekom, ki je malo boljši od nas, nas to lahko potisne, da se bolj potrudimo. Včasih kar precej bolj. Zanimivo. Ampak kljub vsem plusom so tu tudi tveganja, ne? Poškodbe zaradi preobremenitve so kar pogoste. Res je, stvari kot tendinitis, plantarni fascitis, bolečine v peti, ahilova tetiva, to ni redko. Ponavadi je vzrok v nenapakah pri treningu. Prehitro povečavanje razdalje ali intenzitete. Treba je postopoma. Pravilo 10% povečanje na teden je kar dober približek. Pa oprema, verjetno, čevlji. Seveda, ustrežna obutev je ključna. Pa tudi raznolikost vadbe, ne samo tek, tudi vaje za moč. Omeniti moramo še sindrom pretreniranosti. To ni samo navadna utrujenost. Ne, nikakor. To je resno stanje, ko telo enostavno ne zmore več okreveti, ker so napori prehudi in počitka premalo. Vpliva na vse. Mišice, imunski sistem, hormone, srce, psiho. Znaki so pa kronična utrujenost, padec zmogljivosti, pogoste bolezni, razdražljivost, motnje spanja. Torej, okrevanje je res ključno. Absolutno. Počitek je del treninga. Dobro, če povzememo nasvete za konec, za varen začetek in nadaljevanje. Začeti počasi. Morda intervali hoje in teka. Tempo naj bo pogovorni. Doslednost je bolj pomembna kot hitrost na začetku. Investirati v dobre čevlje. In najpomembneje, poslušati telo. Ločiti med normalno utrujenostjo in bolečino, ki kliče po počitku ali po svetu. Torej, zaključek te naše poglobitve. Tek je res močno orodje. Za celostno zdravje, ampak zahteva pameten pristop. Tako je. Ravnovesje med delom in počitkom. Poslušanje telesa. In za konec, tista misel iz virov. Da se vadba preiskuje kot terapija pri raku. Ja, ker lahko vpliva na biologijo tumorja. In to odpira vprašanje, kako bi lahko globlje razumevanje teh sprememb, ki jih sproži vadba, preoblikovalo ne samo preventivo, ampak morda tudi zdravljenje drugih bolezni. Ali pač naše osebne strategije za ohranjanje zdravja skozi življenje. To je vprašanje za razmislek.